Spet je tu sreda in spet je tu tedenska izdaja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, v njej pa pogovori z zanimivimi gosti. Eno takih pozdravljam že kot prvo v našem studiu, to je gospa Slavica Hrastnik, vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje Celje pri Osrednji knjižnici Celje. Gospa Hrastnik, dober večer. Spet je leto naokoli, bi lahko rekli, in spet Univerza za tretje življenjsko obdobje nekako odpira svoja vrata vsem novim članom in pa seveda tudi tistim prejšnjim članom, tako, ki jih je bilo ogromno, ne? Že v preteklem letu smo govorili. Lani jih je bilo 645 aktivnih članov. Vpisalo se jih je pa do zdaj v zgodovini univerze, to se reče v 21 letih, že skoraj 1500. Ogromno članov, kar pomeni, da Univerza za tretje življenje v Celju dobro živi. Je potrebna tudi, očitno. Tako. In kdo je lahko član? Najprej, če pogledava tiste splošne stvari. Kdo lahko se vpiše v Univerzo za tretje življenjsko obdobje? Ja, v univerzo pač se načeloma lahko vpišejo upokojenci, ker imajo pač nekaj podobnih lastnosti, se pravi, naj bi imeli več časa, naj bi imeli nekako skrb za družino že za sabo in lahko začnejo izpolnjevati tiste želje, ki so bila morda v prejšnjih letih zatrte zaradi službe in zaradi drugih obveznosti. Seveda pa, ker se meja za upokojitev iz leta v leto zvišuje, odpiramo vrata tudi vsem, ki so nekako 55 plus, če želijo, se lahko pridružijo. Gre pa za programe, ki nekako dajo eno dodano vrednost našemu življenju. Ogromno programov imate že v lanskem letu, ko ste govorili, kaj vse imate. Gre za zelo zanimive poučne programe, ki pridejo prav v vsakem obdobju, a ne? Vsekakor. Gre za neformalne izobraževalne programe. Še vedno je med 34 različnimi programi, največ jezikovnih skupin, ker skupin je pa v bistvu skoraj 50, ker so pač tudi na različnih zahtevnostnih stopnjah. Zelo veliko je zanimanja za jezike, tako da povabim vse, ki želijo. Letos razpisujemo zelo veliko začetnih skupin, ker začetne skupine brez predznanja recimo se ne organizirajo vsako leto, ker pač tukaj pa spet ni zanimanja. Tako da letos vabimo vse Italijane, Angleže, morda Francoze, Špance, tudi za rusko skupino ponovno smo že nekako na polovici. Pravim na polovici, ker z manj kot 8 člani praviloma ne začenjamo. Morda pride potem še kako sip, pa tudi zaradi cene krožkov. Sicer so cene krožkov res, lahko rečem, simbolične, krijejo samo in zgolj mentorske ure, vendar kljub temu v 50 urah nekako nanese. Ampak krožki praviloma štejejo nekako od 8 do 12, 13, 14 članov, tako da so skupine prijazne. Da niso prevelike in da je nekaj ljudi. Vsekakor so v manjši skupini več znanja pridobi in tudi lahko več govorijo. Bolj interaktivna je skupina. Ja. V večji so pa druge kvalitete, tako da gre pa tudi za druženje. To niso programi, ki so podobni recimo programom Ljudske univerze, ker gre res za učenje. Ampak tukaj je vedno tudi, pravimo, vaje so v kavarni ali kje druge, tako da ja. Prijeten ambient in prijetno druženje, ki da še nekaj znanja zraven in je to tisti pravi paket. Takolo z Loženkom ste pripravili v letošnjem letu in v njej najdemo vse informacije o Ljudski univerzi, torej o izobraževalnem programu za starejše člane Univerze za tretje življenjsko obdobje. V tej Loženki so predstavljeni programi, na kratko, tudi vsi pogoji, sicer je uradno vpis že končan, vpisovati smo začeli 5. septembra in 22. zaključili, vendar nikogar ne zavrnemo, ki pride tudi po tem datumu. Morda omenim, da imamo zdaj v skladu z novo celostno podobo knjižnice tudi v univerzi nov znak. Zdaj prej smo imeli to kapo in zdaj imamo nov znak. In tudi Zloženka je letos zelo, zelo pohvaljena, ker smo pač nekako
malo spremenili dizajn. Tudi stilsko Ja, dovršena, je lepa, ne? Tako je. Ja, imamo tudi nove članske izkaznice s tem znakom, tako da... Ste malo spremenili podobo. Ja. Prav je, da tudi greste naprej. Po 20 letih, ne? Ja. Tako, lansko leto ste torej praznovali, ne? Predlani. Ja, 2014 smo praznovali že 20. leto, ne? In kaj vse se je dogajalo v lanskem letu, recimo na Ljudski univerzi oziroma na univerzi za tretje življenjsko obdobje? Ja, kot sem rekla, preko 20 je bilo jezikovnih skupin, potem zelo močna je skupina tudi za umetnostno zgodovino, potem glasbo, Spoznavajmo Slovenijo, to je študijski krožek, kjer pač slušatelji tudi aktivno sodelujejo, morajo tudi sami vedno kaj pripraviti, ne, kakšno domačo nalogo. Potem zeliščarstvo, ne, iz našega zeliščarstva je nastalo tudi društvo Ginko zeliščarjev Celje. Lani smo imeli 2 skupini, potem zelo veliko zanimanja tudi za ročna dela kot posod. Naše ročne ustvarjalke so se lani potem ob koncu šolskega leta tudi predstavile v knjižnici z eno veliko razstavo, izključno izdelkov, ki so nastali v lanskem letu, ne, kar je bila izjema. Se pravi, v letošnjem letu potem načrtujemo likovno razstavo, ki je že tudi nekaj let bienalna, imamo tudi likovne delavnice, potem Bachove cvetne esence, recimo, so bile lani nov program, Feng Shui, smo imeli 2 izvedbi, tudi letos bomo organizirali, potem, mogoče tudi zanimivost, lani smo prvič sodelovali tudi za Hišo kulturo Celje, ki tudi letos ponuja članom univerze ugodnejši nakup abonmaja, 8 koncertov s predgovori, tako da tu se še tudi lahko prijavi. Veliko je tega, ja. Boste verjetno tudi v letošnje leto jih potegnili, ne? Ja, seveda, tudi letos, ne, zdaj pač čim prej, ne. Kdorkoli razmišlja, da se pridruži, naj to čim prej stori, ne. Kar hitro, ne. Morda zanimiv program, že zdaj tudi drugo leto Bonton za vsakdanjo priložnost, potem medosebna komunikacija, to so skupine, ki so res se mi zdi zelo koristne, no. Tako, v vsakdanjem življenju potrebujemo, ne, tudi takšne stvari, kadarkoli v življenjskem obdobju. Lani tudi bil nov program Spoznajmo vesolja. Šel smo mislim, program je šel skozi, ne, zdaj radi bi tudi dali dodano vrednost, da bi šli tudi kam opazovati, ne, to je tudi interes. Bomo videli, kako bo letos. Se pravi, vsako leto, ko vidite, da en program se dobro prime, po domače rečeno, ga poskušate potem v naslednjem letu še nadgraditi, ne, kar je prav. In ljudje verjetno tudi izjemno pozdravljajo takšne spremembe. Seveda, imajo radi tudi kakšne nove, ne. Morda omenim tudi Bridge, ne. Bridge smo lani uvedli, ne, v mnogih univerzah. Ja, ampak to ni samo družabna igra, ampak je v bistvu najintenzivnejše razmišljanje med igrami, ne. Kar v starosti recimo zelo prav pride, ne, ja, tudi v boju proti demenci in za ohranjanje živih možganov, tako da me veseli, da letos pričakujemo, mislim, po vpisu sodeč, bo letos kar lepa skupina spet novih igralcev. Super. Kaj pa letos novega pripravljate? Omenili ste malo vrtičkarstvo, nekaj takšnega, Čarji vrtov, ne. Ja, to je en od novih programov, Čarji vrtov doma in po svetu. To bo en cikel predavanj in potem tudi ogled kakšnega vrta. S tem bomo začeli v zimskih mesecih. Se pravi, v vsakem letnem času nekako Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja pestre programe. Ni tako, ne, da en mesec imate vse na polno, potem pa ne vem, v novembru skoraj da nič. Skozi se pri vas nekaj dogaja, ne? Skozi se dogaja, krožki so, v bistvu nekateri krožki so 20 ur ali pa 30 ur, mnogo je pa takšnih, kot tečejo čez celo leto. Potem pa glavna stvar, skoraj pozabila, ne, seveda vsak ponedeljek, ne, skoraj vsak ponedeljek ob 5:30 je kakšno predavanje za člane univerze. Ki se jih udeležijo tudi drugi, ne, ja, tudi drugi, ne, ampak pretežno je to namenjeno članom univerze. In ta predavanja so zelo dobro obiskana. Zdaj v ponedeljek smo imeli prvo potopisno letošnje predavanje, je bil z nami Franci Horvat, ne, Celjan, in je bila že Levstikova dvorana nabito polna. Tako da zdaj spet imamo potopisno predavanje, potem kakšno tudi iz kako literarno, ne, letos načrtujemo tudi 2 literarna večera, potem se bodo enkrat predstavili naši pohodniki, ki so tudi zelo pridni, vsak četrtek
gredo na pohod in to pridno dokumentirajo, vsako leto izdajo tudi koledar in kdaj tudi svoje poti predstavijo drugim članom, ki morda ne morejo zraven ali ne najdejo časa. Tako, pa da vidijo, kako je, tudi če ne gredo, izvedo, kako in kaj. Slavica, bi rekli, da je Univerza za tretje življenjsko obdobje zelo priporočljiva vsem starejšim, vsem tistim, ki mogoče, kot ste že omenili, skrb za družino počasi že mineva, ker so otroci že odrasli, službe tudi ni več, ker so že v pokoju. Je pa treba iti ven med ljudi, nikakor se starejši, kar se dogaja, zapirajo med 4 stene. In tukaj je Univerza za tretje življenjsko obdobje ravno neko pravo pribežališče, če lahko tako rečemo. Ja, vsekakor je zelo koristno, da se ne zaprejo med 4 stene. Včeraj smo imeli ekskurzijo, organiziramo 2 ekskurziji, zaključno in jesensko ekskurzijo, in včeraj smo bili v Prlekiji in moram reči, da vsi so občudovali gospo, ki je se udeležila ekskurzije z skoraj mrtvo nogo in palico, ampak res korajžna. Ja. Se pravi, skoraj da ni izgovora, če še lahko nekako skrbiš zase, pa to je dobro tudi. So člani, ki so nekako rečemo od 55 pa tam do 90. Kar jih krepi dejansko, in učenje podaljšuje življenje, ni to kar tako, ne, ni kar tako. Letos se je tudi opisala ena gospa, je rekla, je tudi stara 86 let, ampak če bi se šla učiti angleščino, kaj pravite? Sem rekla, seveda, zakaj pa ne? Malo boste trenirali možgane, pa nikoli ni prepozno, ne? Odlično, super. Slavica, povejva še, kje se dobivate, kje so vaši prostori, kako lahko pridajo do vas, kje vas lahko še, ne vem, mogoče telefonsko pokličejo preko spleta, tudi obilo informacija, ne? Ja, naša krovna organizacija je seveda Osrednja knjižnica Celje. Tukaj imamo tudi vse prostore, razen likovne delavnice izvajamo v Galeriji sodobne umetnosti, pa Bridge v Šahovskem klubu Celje, ker so pač primerne mize. Potem, drugo je vse tu, sedež univerze je v prvem nadstropju knjižnice, predstavljeni smo tudi na knjižnični spletni strani, imamo svoj zavihek, tam so tudi v bistvu vse informacije, tudi tole, kar je v zloženki in tudi urniki so obnovljeni, tudi ta predavanja, ki jih imamo v ponedeljkih, so objavljena na spletni strani. Naši člani, tisti, ki se vpišejo, pa seveda dobijo pa obvestila domov, ali po elektronski pošti ali po navadni. Po navadni pošti, kakor že pač želijo. Ja, tako. Vabljeni so torej vsi, morajo biti nujno Celjani ali so lahko tudi iz okoliških mest? Ne, imamo tudi člane iz drugih občin. Se pravi vsi skupaj, kdorkoli, kdor ima malo želje, malo volje, naj pride. Ja, seveda. Sicer imajo tudi v Žalcu, v Šmarju, v Velenju, imajo univerze že, ampak člani se odločajo tudi, mogoče, če so prej hodili k nam, ker smo mi imeli, pa so v skupini, glede na programe, pa tudi to, tukaj nastanejo mnoga prijateljstva, pa tudi kakšne zaljubljenosti, moram reči, imamo tudi nekaj parčkov. Zelo lepo, ja, res lepo, tako v šoli. No, lepo. Slavica, dajte še povabiti naše gledalke, gledalce, če slučajno razmišljajo, pa jim je nerodno, pa si mislijo, vse v življenju tako ali tako, nikdar nisem, ne vem, bila za šolo, za učenje ali pa bil, pa še zdaj ne bom, dajte jih malo spodbuditi, naj pridejo, vsak je dobrodošel. Kot je že predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje rekla, da se mnogi bojijo naziva univerza, ampak to ni nikakršen bav, to gre za eno tako neformalno izobraževanje, pač univerza je pač nek mednarodni naziv, določene pogoje moramo, mislim, ne smemo zdaj se pač ukvarjati kakor z enimi stvarmi, je malo določen, kaj ne, in tudi to, da kakšne svoje stvari, kar doženejo pač tokom izobraževanja, tudi predstavijo javnosti, da so tudi tako družbeno aktivni. Zanimivo je, ker neformalno izobraževanje, neformalno znanje je nekaj, kar si pridobimo skozi življenje in čisto vsak ga ima. To je treba povedati, da vsak obvlada nekaj. Mi tudi organiziramo, tudi v bistvu že nekaj let imamo tudi ta program, Znaš nauči drugega. To je program, ki temelji na bazi prostovoljstva in vabimo tudi vse
predvsem mogoče tudi mlajše prostovoljce, ki obvladajo delo s tablicami, z pametnimi telefoni, ne, za učenje v parih. Ne. Prostor je v knjižnici in zelo je dobrodošlo. Ne. Morda kdo je naredil tečaj računalništva, pa več tečajev, ampak rabi samo kakšno eno znanje, ne, kako bi recimo prenesel fotografije iz fotoaparata na računalnik, nekaj takšnega, ne, mogoče za urco ali dve, ne. In tudi mnogi bi si mogoče kupili pametni telefon, pa ne upajo, ker ne vejo, kako bi se ga navadili. In takšne reči pa rešujemo v bistvu s tem. Znaš naučiti drugega, no, in res vabljeni. Ne. Tudi prostovoljci. Tudi prostovoljci, naj pridejo, naj se udeležijo. Super. Medgeneracijsko srečanje nekako, ne, lahko rečemo. Medgeneracijsko srečanje smo imeli tudi zdaj, mislim pred enim tednom, z gospod Dušico Konaver, ki nas je učila učenja angleščine po lažjih metodah, ne, smo povabili tudi mlajše babice, da pripeljajo vnuke zraven, tako da je bilo nekaj mladih tudi. Zelo lepo. Fino se imate, slišim, ne? Skozi vse šolsko leto. Gre, ja. Tako. Slavica Hrastnik, hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala za kmalu se spet vidiva, verjamem, da bomo nekje na sredini vašega šolskega leta, ne, vas spet povabili v studio, da poveste, kaj počnete, koga še vabite v svojo družbo, kako daleč ste s kakšnimi programi. Zaenkrat pa torej povabilo na vsem. Naj vas pocukajo za rokav, naj pridejo v knjižnico, kakorkoli. Ja, no to čim prej, ne, ker v prihodnjem tednu začnemo z vsemi skupinami in takrat je že prav, da ste zraven. Tako, lepo. Hvala lepa, Slavica, srečno. Nasvidenje. Tako, mi pa tudi v nadaljevanju naše tedenske izdaje pomagamo, dobrodelni bomo, dobrodelno društvo Enostavno pomagam in predsednik Milan Ninič bo kmalu v naši družbi. Dobrodošli spet nazaj v naš studio. Hiter preskok smo naredili in zdaj v naši družbi pozdravljam tudi predsednika dobrodelnega društva Enostavno pomagam, Milana Niniča. Milan, dober večer. Dober večer. Ni bilo dolgo, Milan, kar si bil pri nas, se bova kar tikala, ne? Prav. In dobrodelno društvo Enostavno pomaga, dejansko, ne? Res je, dosega svoj namen. Enostavno pomagamo, enostavno se za to odločimo, enostavno organiziramo projekt, pač da enostavno pomagamo. Ko sva govorila, mislim, da kakšno leto nazaj, tam nekje, ne, si bil pri nas v studiu, takrat si ravno začenjal z ustanovitvijo društva. Zdaj, v enem letu, kaj se je dogajalo s tvojim društvom? To eno leto je bilo zelo pestro. Pripravili smo decembra božično stojnico za 7 družin iz Celja. Kasneje smo v februarju in marcu pripravili dobrodelni projekt za 3 otroke, ki so ostali brez mamice v nesreči. Opremili smo otroško sobo in jim pač uredili vse, kar potrebujejo. Nato smo pa malo pauzirali vmes. Zdaj med poletjem smo pripravili projekt za družino, 8-člansko iz Celja. Sedaj pa nadaljujemo za Aleksa, ki pa ima najhujšo stopnjo cerebralne paralize. Pripravljamo dobrodelni večer zanj in pa nadaljevanje bo pa finančno zbiranje pomoči. No in ravno o Aleksu bova midva danes nekaj več povedala, glede na to, da gre za aktualen projekt, ki ga zdaj peljete. Tudi prinesel si zraven en filmček, v katerem bomo lahko spoznali Aleksov dan. Gre za film, ko si mi povedal, o čem govori, si rekel, veš, to ni žalosten film, ne? To je film, ki prikazuje čisto druge vrednote, ki jih ljudem marsikdaj pozabljamo, ne? Pa jih imamo v sebi, to so pozitivna energija, izžrevanje, neke veselje, sreče. Ne? Zdaj, jaz sem imel to srečo, da sem Aleksa osebno spoznal na samem snemanju in sem sam začutil vso to njegovo pozitivno energijo, to ljubezen in ta njegov iskren smeh. V tistem trenutku smo se z ekipo, ki nam je snemala, odločili, da ne bomo delali žalosten video, da se bo gledalcem zasmilil, ampak smo hoteli vsem predstaviti to njegovo pozitivno stran in ta njegov nasmeh, ker Aleks ne komunicira, ne govori, ker ima tako prizadete možgane, da ne more ne govoriti, ne premikati rok, komunicira z očmi. In vso to energijo, ki nam jo je predal ta dan, smo rekli, ta projekt bo pozitiven, tudi naše občane bomo pozitivno obveščali o cerebralni paralizi.
pozitiva. No pa nam povej malo več o tem projektu. Najprej nam malo opiši Aleksa, čeprav ga bomo spoznali v filmčku, ki bo sledil po najinem pogovoru, ampak vseeno, kako recimo si se odločil, skupaj s svojimi člani seveda, ne, da boste pristopili k temu projektu. Kdo je Aleks? Aleks je 5-letni fant, ki se je leta 2010 rodil v celjski porodnišnici, popolnoma zdrav, vitalen in vse. Nato je pa tretji dan v jaslih nehal dihati. Ekipa je to prepozno opazila, 45 minut skoraj so ga oživljali in so poškodbe možganov tako hude, da ima prizadet center za govor in pa center za motoriko. Ne sedi sam, ne hodi, ne more nadzorovati svoje glave, motnje požiranja ima. Tako da Aleks je res zelo fizično prizadeta. Kot sem že prej omenil, Aleks ne komunicira, ne govori, vse opravljajo z očmi, tako da tudi veliko denarja in časa vložijo v terapije za razvoj komunikacije. Imajo posebej prilagojene liste s slikicami, ki potem spremljajo Aleksove oči, da jim zna povedati, kaj si želijo. Da lahko komunicirajo na tak način. Ja. Aleks tudi vsak dan raste, je čedalje večji, kar pomeni še več stroškov, s prilagajanjem razne opreme. Oprema je zelo draga. Nekaj financira zdravstveno zavarovanje, večinoma je pa potem samoplačniško. Ko smo mi stroške starši skupaj zračunali, pride od 300 do 500 evrov na mesec. To so vse terapije in pa dodatna oprema, ki bi pač Aleksu omogočala razvoj. Na 4 leta oni imajo pravico od države dobiti napravo, ampak če Aleks to napravo v 2 letih osvoji, se toliko razvija, to meni, da 2 leti stagnira na eni napravi še dodatno, ne more zaprositi za novo. Zato smo se mi odločili, da bomo mi pripravili ta projekt, zbrali finančna sredstva in pač Aleksu kupili napravo, da se bo lahko razvijal in ko bo dosegel zgornji nivo te naprave, bo to napravo podaril drugemu otroku. No, super. Se pravi, se bo nadaljevala zgodba, oziroma bo šlo naprej v pomoč nekomu drugemu. Aleks pa bo torej tisti, ki jo bo prvi dobil z vašo pomočjo. Milan, kako pa lahko ljudje pomagamo? Kako lahko prispevamo za nakup te naprave oziroma za kakšen strošek najprej sploh gre? Stroški so ogromni. Od 5000 pa naprej. Najdražja naprava, ki bi jo pa Aleks v naslednjih letih lahko uporabljal, je pa računalnik, ki ima vgrajeno kamero v monitorju, ki pa stane 15 000 evrov plus. Definitivno se Aleks mora razviti do te naprave, tako da predtem je treba uporabljati manjše naprave. Tako da trenutno nam lahko gledalci pomagajo tako, da se nam pridružijo na dobrodelni romantični komediji, ki bo 13. oktobra v kinu Metropol. Cena vstopnice je 10 evrov in ves izkupiček od prodanih vstopnic bomo mi namenili Aleksu. Prav tako še v sodelovanju z drugo humanitarno organizacijo pripravljamo SMS donacije, ki pa pokriva Aleksove terapije in pa pripravljamo še spremembo statuta, da bomo lahko finančno zbirali denar dodatno za njega. Se pravi v društvu, da bodo lahko nakazali na društvo in potem boste vi transparentno seveda predali vse naprej. Seveda, transparentnost je pa glavnega pomena. Tako da tudi računi in vsi nakupi bodo javno pokazani. Milan, kdo je lahko član vašega društva oziroma kako je s članstvom? Mi v našem društvu se delimo na člane in na prostovoljce. Prostovoljci so tisti, ki nam občasno pridejo pomagati pri kakšnih projektih, pri izvedbi. Pri projektih, na stojnicah, pri pakiranju hrane. Člani smo pa polnoletne osebe, ki moja želja je, da imajo neke izkušnje z organizacijami dogodkov
ali pa da imajo zelo, zelo veliko željo to delati. Ne. Da niso samo člani nekega društva, ne, ampak da dejansko tudi kaj pripomorejo. Ne. Res je. Na zadnji akciji, ko smo povabila občane, so se nam pridružili novi člani, tako da tudi nov član vodi ta projekt. Mislim, to gledališko predstavo, projekt vseeno še vodim jaz. Tako da vsaka polnoletna oseba, ki ima željo in ki ga veseli, to se nam lahko pridruži. In prav pride, ne? Vsi skupaj pa torej pomagate in to je vaše glavno vodilo še vedno, ne? Tako tudi bo. Se pravi, no pa nam malo več pove o tem dobrodelnem dogodku, kje se ga lahko udeležimo, 13. oktobra si povedal, ne? V torek 13. oktobra v kino Metropol ob 20. uri bosta Tina Gorenjak in Gora Žilevec odigrala predstavo Aj lutka, komedija. In ta večer se bomo definitivno smejali za dober namen. Vstopnice so na voljo v turistični agenciji Palma v centru Celja, Liljekova ulica 2. Kot sem že rekel, 10 €. Res ni nek velik znesek, da si ne bi mogli to privoščiti. Zelo pa bo pomagal, ne? Definitivno. Mi smo računali 280 vstopnic je, kar 10 € je to 2800 €, plus finančne donacije, lep znesek za Aleksa. Ne? Tako. Absolutno gre za dober namen, za namen, ki bo spodbujal Aleksov razvoj, ne, kar pa si želimo vsi starši konec koncev za naše otroke, da se pravilno razvijajo. Ne. Jaz tudi pravim, tudi starša od Aleksa si zaslužita medaljo stoletja za najboljša starša. Oče je takrat, ko to izvedel, pustil službo in si prilagodil novo službo, tako da lahko čim več dela z Aleksom. Tudi ko nima terapij, drugače hodi v razvojni vrtec, kjer so tudi terapije. Tudi ko popoldan ni terapij, se ukvarjata z njim, razvijata, sama si izdelata neke pripomočke, da se lahko komunicirata. In vse, mislim, jaz sem rekel, če bom 10% tak starš, kot sta ona dva, bom najboljši. No, super, to je pa izjemna pohvala. Res. Lepo. Milan, dobro, kje lahko še izvedo mogoče naše gledalke, gledalci več informacij preko Facebooka? Vidim, da ste zelo aktivni, tudi preko vaše spletne strani, verjetno. Skratka, informacije so na dosegu rok, ne treba jih je samo uporabiti. So, informacije se največ nahajajo na naši strani na Facebooku, prav tako na spletni strani enostavnopomagam.eu. Največ je pa tudi veliko je občanov, ki pa nimajo Facebooka, nam lahko pa sedijo v lokalnih časopisih in pa lokalne televizije, ki nas vedno podprejo. Se pravi, promocija je tista, ki konec koncev še vedno gre z roko v roki z dobrodelnostjo. Ja. Tako. Milan, hvala lepa za enkrat. Absolutno želimo, da projekt dobro uspe, da se bodo ljudje čim bolj množično odzvali tvojemu povabilu tudi članov društva Enostavno pomagam. Za Aleksa torej gre. Mi pa si bomo zdaj tudi pogledali filmček, ki ste ga pripravili skupaj s kom, verjetno tudi treba povedati. Sodelovali smo z srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije. David in Daša, dijaka, sta posnela video in zmontirala pod mentorstvom Mateje Zorko. Filmček je odličen, več kot navdušen in zadovoljen se z njim. No, tako pa si ga poglejmo. Milan, hvala lepa za enkrat. Super, hvala. Mi si poglejmo torej filmček, potem še nekaj reklam in potem spet vabljeni v naš studio. Ja, o Aleksu. Aleks se je rodil pred 4,5 leti v celjski porodnišnici, zdrav. Tretji dan oziroma tretjo noč je pa v jaslih nehal dihati. Posledica tega je pa prišlo do poškodbe možganov. Tako da Aleks ima cerebralno paralizo, pa vse te težave, ki jih ta bolezen oziroma to bolezensko stanje prinese.
delati pred njegovim 2. letom starosti. Delava predvsem na komunikaciji. Komunikacijo sva razvijala. Aleks je v začetku največ komuniciral z Jokom. Joko je zelo, zelo dolgo in uporno, dokler se stvari niso zgodile tako, kot si je zamislil. Včasih je bilo zelo težko ugotoviti, kaj pravzaprav on želi. Midva sta potem začela se učiti izbire, da je znal med 2 stvarima izbirati, in potem počasi z delom sva prešla na simbole. Tako da zdaj ima nekaj fotografij, ima nekaj simbolov, obvlada tudi simbole ja pa ne, pa še, ne, in s tem lahko vzpostavlja neko osnovno komunikacijo. Ja, v osnovi je tak, da imamo neko celostno obravnavo na Soči. To pomeni enkrat na leto, če je sreča 2-krat na leto po 10 dni. Poleg tega je obravnavan fizioterapevtsko v zdravstvenem domu. Pa če imamo srečo, imamo ambulantno obravnavo pri logopedu. Fizioterapija predvsem v bivalnem razvoju oziroma zaviramo neke poškodbe, ki mu lahko njegovo stanje jih prinese posledice tega njegovega stanja. To je problemi s hrbtenico, zakolki, deformacije kosti na roki in podobno. Logopedska obravnava je pa tista, ko mu da pa možnost komunikacije. Otrok ne govori, ne more komunicirati oziroma uporabljati komunikatorjev z rokami, tako da nam ostanejo samo oči in treba je veliko truda, se mu pa s tem odpre svet, z tem načinom komunikacije z očmi. Jaz bi rekel, da največji potencial je ravno tu, komunikacija, tisti osnovni stik s svetom, če ga bo to vzpostavil, bo vse šlo. Motorični razvoj je seveda tudi pomemben, je pa na prvo mesto vseeno to komunikacija. Težav je ogromno, ker otrok je motorično toliko slab, da rabi pomoč pri vsaki stvari. Enako velja s komunikacijo, pa tudi ko gre otrok spat, je vedno neka verjetnost, da bo imel epileptični napad, zato imamo tisto varuško, čez celo noč nekdo posluša, proba spremljati, če pride do tega, da prekinemo. Problem je z epileptičnimi napadi, da se ne prekinjajo, pade v status in so lahko življenjsko nevarni. V super boom nagradni igri še lažje do avtomobila Citroen Cactus z nakupom pijač Sola za le 74 centov. Tuš, vaš slovenski trgovec. Dve energiji, vsaka zase odlični. Ako se združita, dobimo najboljše. Skupaj najboljši. ECE, energija prihodnosti. Član skupine Elektro Gorenjska in Elektro Celje. V novi akciji Tuš trgovine spreglejte. Beli kristalni sladkor Tuš za le 69 centov. Tuš, vaš slovenski trgovec. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach,
152 T2 in 306 Amis TV. Tako, videli ste torej filmček Aleksov dan, kako lahko pomagate, pa smo tudi že povedali. Zdaj pa sledi v naši tedenski izdaji še zadnja rubrika. Načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko, je tudi tokrat z nami z nekaj odgovori na vaše najpogosteje zastavljena vprašanja upravni enoti. Sledi pa le še slovo po tej rubriki. Lepo se imejte in se vidimo spet čez teden dni. Srečno! Prosim, če mi pojasnite vsebino registra proizvajalca grozdja in vina in obveznosti proizvajalcev grozdja in vina po obstoječi zakonodaji. Register pridelovalcev grozdja in vina se vodi na podlagi zakona o vinu in pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina. Vodijo se podatki o pridelovalcih grozdja in vina, njihovih vinogradih in podatki o pridelku grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz teh vinogradov, o zalogah vina in izdaja spremnih dokumentov pri premikih vina iz kleti, torej pri prodaji tega vina. Pri vodenju registra pridelovalcev grozdja in vina ni krajevne pristojnosti, kar pomeni, da lahko vpise v register opravite na eni od 30 upravnih enot, ki vodijo register pridelovalcev grozdja in vina na območju Slovenije, med njimi tudi na upravni enoti Celje. Na upravni enoti Celje je trenutno vpisanih v register 162 vinogradnikov. Zavezanci za vpis v register pridelovalcev grozdja in vina so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo najmanj 0,05 hektarja oziroma 500 kvadratnih metrov ali več vinogradov oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet. Vsako spremembo podatkov v registru mora zavezanec priglasiti upravni enoti v 30 dneh od nastanka spremembe. Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina določa, da morajo pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 0,1 hektara vinogradov, vsako leto najpozneje pa do 20. novembra prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta in vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno uporabo. Posebej bi opozoril, da te določbe niso nove in da so se uporabljale že tudi v preteklosti. Torej pač v skladu s spremembo zakona o vinu, ki je začel veljati sredi januarja leta 2014, ko so upravne enote dobile tudi pristojnost nadzora nad vpisi v register pridelovalcev grozdja in vina. Ker gre za delitev pristojnosti med upravnimi enotami in vinsko inšpekcijo, upravne enote, ki vodijo register proizvajalcev grozdja in vina, na podlagi seznamov o pridelovalcih, ki v tekočem letu niso prijavili pridelka, pa so ga zavezani prijaviti. Sezname prejemamo na upravne enote s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Torej, zato pozivamo pridelovalce, da pridelek prijavijo. Če stranka kljub sprejetemu pozivu pridelka ne prijavi, upravna enota izda odločbo, ne da bi bilo potrebno dodatno zaslišanje stranke, vinska inšpekcija pa bo v okviru svojih pristojnosti uvedla postopek po zakonu o prekrških. Predpisana kazen za nepriglasitev podatkov v register proizvajalcev grozdja in vina
je v skladu s 56. členom zakona o vinu v razponu in znaša od 650 do 15.700 evrov, odvisno pač od velikosti pridelovalca. Tako smo v lanskem letu poslali 59 pozivov vinogradnikov o manjkajoči prijavi pridelka, razen v 2 primerih pa so se proizvajalci tudi odzvali. Tako da je bilo v letu 2014 120 prijav pridelka. Samo za ilustracijo naj povem, da je bilo v letu 2013 le 34 prijav. V primeru poznih trgatev pridelka do 20. novembra seveda ni mogoče izvršiti te prijave. V takih primerih pridelovalci prijavijo pridelek najkasneje v 20 dneh po trgatvi in zraven priložijo zapisnik o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin, ki ga izda pooblaščena organizacija, na primer Kmetijski zavod Maribor. Pridelovalec grozdja in vina je dolžan upravni enoti javljati vsako leto tudi zaloge vina na dan 31.7. tekočega leta. Tudi tu velja vinogradnike opozoriti, naj zaloge redno prijavljajo, tudi če jih nimajo. Naj o tem poročajo upravni enoti. Pri tem pa velja še omeniti, da mora vsak premik vina iz kleti, ki je namenjen prodaji, spremljati spremni dokument za prevoz vina, tako imenovana spremnica, ki ga prav tako dobite na upravni enoti. Kaj zajema register kmetijskih gospodarstev ter kako je glede urejanja grafičnih enot rabe kmetijskih zemljišč? Kmetijska gospodarstva z vpisom v register kmetijskih gospodarstev pridobijo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva, tako imenovano KMG-MID, to je neponovljivo 9-mestno številko. Pristojnost upravne enote je vodenje registra kmetijskih gospodarstev in urejanje GERK-ov. To so grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev. Vse v okviru registra kmetijskih gospodarstev, katerega upravljalec pa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vpisi v register kmetijskih gospodarstev in popravki GERK-ov so predpogoj, poudarjam predpogoj, da lahko nosilec vloži zbirno vlogo za pridobitev subvencij s področja kmetijstva na Agencijo za kmetijske trge. Vloge so morale biti oddane letos do 6. maja leta 2015. V letošnjem letu smo v januarju prejeli s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano seznam kmetijskih gospodarstev z neusklajenimi podatki, bodisi v registru kmetijskih gospodarstev, bodisi na GERK-ih, le za kmetijske gospodarstva, ki so v lanskem letu oddali zbirno vlogo. Teh kmetijskih gospodarstev je bilo kar 553. Poleg tega Agencija za kmetijske trge izvaja tudi sama terenske kontrole GERK-ov in upravnim enotam na to posreduje tako imenovane ugotovitvene zapisnike. Upravne enote pa morajo na tej osnovi za nosilce, ki so bili pregledani, posredovati nove izpise iz registra kmetijskih gospodarstev.
Gerke opisujemo na upravnih enotah že vse od leta 2005. Od takrat se je seveda stanje v naravi marsikje zelo spremenilo. Spremenile in izboljšale so se tudi grafične podlage, predvsem novi ortofoto posnetkih, na katerih se opisujejo gerki. Spremenile so se tudi vrste rabe in tudi navodila Evropske komisije glede na ugotovljena dejanska stanja. Zadnja leta dobivajo nosilci kmetijskih gospodarstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za svoj KMG-MID, to se pravi to identifikacijsko številko, z opozorilom na vse napake na njihovem kmetijskem gospodarstvu, in to tako glede kmetijskih zemljišč v uporabi, kot tudi ostalih podatkov, ki jih morajo seveda urediti na upravni enoti pred vnosom vlog za pridobitev subvencije. Vnos vlog za subvencije vnašajo kmetje na kmetijsko-svetovalni službi. Zanjo pa je predpogoj ureditev podatkov v registru kmetijskih gospodarstev in ureditev gerkov, torej predhodno na upravni enoti. Vlagatelji se lahko stanje svojih gerkov v grafični obliki ogledajo tudi na ustreznem spletnem naslovu s spletnim potrdilom. V času subvencijske kampanje, ki je letos trajala od 26. februarja do 6. maja, je bilo potrebno stanje gerkov in podatkov v registru kmetijskih gospodarstev urediti vsaj en dan pred oddajo zbirne vloge. Ker je vsako leto na upravni enoti iz tega naslova povečan obseg dela, v času subvencijske kampanje je zato priporočljivo, da se v izogib nepotrebnemu čakanju za usklajevanje svojih podatkov, ki lahko v posameznih primerih trajajo tudi po več ur, predhodno naročate na sestanke na telefonsko številko 03 4265 366. Oktobra leta 2014 je stopil v veljavo nov pravilnik v registru kmetijskih gospodarstev, ki prinaša določene spremembe in novosti glede vpisa v register kmetijskih gospodarstev in ga je seveda v tem pogledu dobro poznati. To pa je predvsem naslednje. Kot člani kmetije se vpišejo vse osebe, starejše od 15 let in živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec kmetije v registru kmetijskih gospodarstev. Po uradni dolžnosti, na podlagi centralnega registra prebivalstva, torej avtomatično. Vpis članov kmetije, ki ne živijo na istem stalnem naslovu kot nosilec, so pa njegovi sorodniki in delajo na kmetiji, mora nosilec kmetije urediti torej na upravni enoti. Za vpis je potrebno pridobiti soglasje člana kmetije. Kot člani kmetije se lahko poleg nosilčevega zakonca ali osebe, s katero živi nosilec v izvenzakonski skupnosti, ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti, vpišejo tudi nosilčevi otroci, posvojenci, vnuki, nosilčevi starši, stari starši, bratje, sestre, nosilčeva tast, tašča, zet in snaha. Nadalje bi opozorili, nosilec in član kmetije sta lahko pripisana samo na eno kmetijsko gospodarstvo. Vpis namestnika nosilca, ki ga mora nosilec izbrati izmed članov kmetije,
je obvezen le za kmetije, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike. Če je nosilec kmetije edini član kmetije, namestnika pač nima. Kot zaposlenega na kmetiji se vpiše osebo, ki dela na kmetiji in ta dela opravlja na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi. Pogodba je sklenjena z nosilcem kmetije ali s članom kmetije. Uvaja se tudi nova osnovna enota identifikacijskega sistema zemljišč kmetijskega gospodarstva in se imenuje blok. Nosilec kmetije ob vpisu zemljišč v register kmetijskega gospodarstva še vedno vriše gerke. Po končanem vrisu se soležni gerki istega kmetijskega gospodarstva po uradni dolžnosti povežejo v bloke. Z namenom enotnega vodenja zemljišč v register kmetijskega gospodarstva se uvajajo tudi nove vrste rabe gerkov, kot na primer 1150 njiva za rejo polžev, 1170 jagode na njivi, 1191 rastlinjaki, kjer pridelava ni v tleh in tako dalje.